Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Gostimo zanimivega sogovornika, ki je dal pomemben pečat dogajanju in kreiranju Železarne Ravne in tudi družbenega dogajanja v občini in mesta Ravne na Koroškem, ko je služboval na pomembnih delovnih področjih. Tokratni gost je Milan Zafošnik, katerega lepo pozdravljam. Hvala. Milan Zafošnik je bil rojen na Prevaljah, v otroštvu pa je preživel na Štajerskem in se po 15 letih vrnil na Koroško. Pisalo se je leto 1952, to je bil čas, ko je Guštanj postal mesto Ravne na Koroškem. Milan Zafošnik ima za seboj zelo pestro in vsebinsko bogato poklicno kariero na kadrovskem, družbeno-političnemu in tudi izobraževalnemu področju in je podoživljal in sokreiral razvoj Železarne Ravne. Prihod v Ravne na Koroškem je bil v tistem prelomnem času, skratka, ko je Guštanj na nek način postal mesto Ravne na Koroškem. Pa kako se vi spominjate tistega časa, ko ste prišel v Guštanj oziroma Ravne na Koroškem? Za mene je bilo veliko presenečenje, ko sem stopil iz vlaka na postaji na Ravnah in zagledam na desni strani Peco, Uršijo. Prihajal sem pa iz povsem nižinskega dela Štajerske, med Pragerskim in Ptujem. No in prvi vtis je bil seveda lep. No, z vlaka smo stopili, mislim, da nas je bilo okrog 14. Dva sta prišla po nas na postajo in potem smo šli peš na Rimski Vrelec, kjer je bil internat. In tam smo potem preživljali čas po pouku, po šolanju in tudi prosti čas. No, zanimivo je ta, bi rekel, zadeva. Vi ste bili generacija, ki je bila v internatu na Rimskem Vrelcu, današnjem Rimski Vrelec je poznana lokacija in seveda malo kdo ve, da je bil tudi Rimski Vrelec internat in morda ni tudi neka anekdota ali zadeva, ki bi jo lahko pojasnil, način bivanja to, ker tam je bilo šlo tudi za svoje vrstno neko samooskrbo. Ja, no že sama pot na Rimski Vrelec takrat je bila svojevrsten podvig, 4 kilometre peš hoje in potem samo bivanje je bilo pa prijetno po svoje. Tam smo bili tudi 3 generacije, tako imenovane stare bajte so se imenovali, mi pa seveda začetniki in smo morali marsikaj ubogati, tudi prinašali smo ksevo vodo v učilnico in smo jo tam pili redno, ampak to je bil obred po svoje. No, samo bivanje je bilo pa takole. Vsak dan je pravzaprav, oziroma tedensko so bila 3 dežurstva. In sicer ena skupina dežurnih je skrbela za to, da smo prišli do kruha. In je bilo treba že o 5:30 ali celo o 5 iti na Ravne po kruh, pripeljati nazaj. Potem pa šele iti v šolo. Druga skupina je bila tista, ki je servirala hrano in pomagala v kuhinji, lupih krompir in še kaj drugega. In pa potem tretja skupina, ki je čistila. To smo bili pravzaprav fantje za vse. Na drugi strani smo imeli pa takole neko vrsto, danes bi temu rekli samooskrbe, ker smo imeli njivo s krompirjem, recimo, potem so bili tile na Vrelcu, tam, kjer je danes teniško igrišče, je bil gospodarski objekt z hlevi, tam smo gojili prašiče in imeli potem tudi tovrstno oskrbo. Potem na Javorniku, takrat seveda je bilo tam še sadovnjaki, ni bilo še ničesar zgrajenega. Tam smo pa pobirali jabolka za ozimnico, kar po 2-3 dni je trajalo.
In takrat nismo hodili v šolo, ne. In tako smo preživljali tudi ta del, tako da nismo bili samo stanovalci tam, ne. Seveda po svoje so nas čutili tudi kmetje okoli, ker smo včasih kaj porabutali, ne. Ja. No, skratka, to je bil dokaj, bi rekel, izpopolnjen delovni ali pa dan, bi rekel, od šole in tudi, bi rekel, vsa ta, bi rekel, internatna dejavnost je bila pol, bi rekel, zelo široko zasnovana. Skratka, samooskrba v celoti, bi rekel, ste poskrbeli za sebe. Tako. No in tam je bil red, ki ga seveda mi mladi mulci nismo bili vajeni. To je bilo treba, učne ure so bile, ne, in to strogo. Vzgojitelji so bili učitelji praktičnega pouka v glavnem in so tudi stanovali na Vrelcu, ne. No in zgodilo se je tudi to, ker je to le 4-kilometrska pot, da včasih ni bilo avtobusa, ne, in smo morali peš iti v šolo, ali je pa zapadel sneg in avtobus ni mogel voziti. Takrat smo pa celo kruh prenašali pod pazduho, ne. Skratka, življenje, ki ga iz današnje perspektive, bi rekel, redko kdo razume, bi rekel, da je bilo še to da se je tudi tako na nek način živelo in šolalo. Potem iz te lokacije se je ta internat selil iz Rimskega Vrelca tudi nekje na lokacijo na Čečovje, pa bi morda še... Ja, marca 1953 leta smo se preselili iz Rimskega Vrelca na Čečovje v nov internat, ki je bil zgrajen takrat, tam, kjer je sedaj sedež upravne enote. Kavarna še ni bila končana, je bila že v visoki fazi gradnje, ampak nekako je bil ta problem rešen tako, da smo nekje skozi stranska vrata od zadaj prihajali po malico, da smo jo nesli v šolo ali delavnico, oziroma učno delavnico. In to je bil pravzaprav hlebček kruha, pa kost marmelade, noter odrezane. In običajno smo mi to pojedli že na poti v železarno. No, prehranjevali smo se pa v baraki na območju sedanje Valjarne, kjer je bila restauracija, recimo temu tako, ne. In ta pot potem iz Čečovja v Podgrad, tja, ne, je bila naporna po zimi, recimo, sneg, led in po tisti brežini dol smo v glavnem bolj smučali, kot pa hodili, ne. No, tak je bil ta. No, še en dogodek, ki ga bi morda omenila iz tistega obdobja, je takrat je leta 1955, mislim, da je bil v parku nek nastop telovadcev, pa bi morda tudi ta dogodek malo... Ja, mi smo takrat zaključevali šolanje, to je moja generacija, ne, ampak smo bili tudi v skupini telovadcev, ki se je pripravljala na nastop na tako imenovanem Koroškem festivalu. To je bil, mislim, da je bil to 10. zadnji festival. Morda je bil še potem enkrat v Slovenj Gradcu, v glavnem v parku je bil to zadnji. In zaključevali smo šolanje. Jaz sem že delal takrat strokovni izpit, neki izdelek, ki je pač trajal 10 dni skoraj, pa sem kljub temu nastopil, ne. In to je bil veličasten nastop, mislim, da se je bilo okrog 450 vseh skupaj, ne. To je ta telovadni del, plus ostale, zdaj tudi etnološke, ne. Tako da je to bilo doživetje in to smo mi vzeli kot priznanje in... Po tem šolanju ste se zaposlili v železarni, pa seveda je sledila še služenje vojaškega roka, pa te zadeve. Ja, tako. Tako in potem ste
bil tudi na raznih področjih, bi rekel, aktiven v mladinskih organizacijah. Ja, že pred odhodom v jugoslovansko armado, ljudsko armado, ne, po prihodu domov, seveda takrat je bilo logično, da si spet zapošliš tam, kjer si začel, tudi potrebovali so nas. Takrat sem pa postal aktiven v mladinski organizaciji, tako da sem potem 59. leta sem prišel iz JLA, 60. leta sem postal predsednik mladinske organizacije Železarne Ravne, komitej se je takrat imenoval, ne. In to je bilo tako luštno obdobje, vsi smo se nekako, lepo je bilo v glavnem, ne. In takrat niti ni bil sem tudi član občinskega komiteja in takrat niti ni bil problem, če je bilo treba iti na Leše peš, recimo. In to v nedeljo, ker v soboto smo tako delali. Mladinskih plesov je bilo kar nekaj, tudi tečaje plesni smo organizirali, mojster Simončič nas je učil, zvečer pa odrasle, ne. No, to je ta detalj, ki nekako pove, da to življenje ni bilo samo bivanje v internatu, pa potem delo, pa učenje, ampak da je bilo tudi družabno. Družabno, no, pa tudi veliko udarništva je bilo, bi rekel, tega. Pa zelo veliko udarništva, no, mi smo delali tudi takrat atletsko stezo na stadionu v parku, ne, in tudi potem še površino nogometnega igrišča, ampak zaradi mrtvice, ki smo jo dobili takrat, ne, je ta ni uspela in se je potem Ljubljanska brigada naslednje leto posnela vso to zemljo in naredila na novo. Tako da pestro je bilo. Pomagali smo tudi v Stojinski Reki, tisti dom graditi, ne. Tu je imel zelo pomembno vlogo, je imel takratni sekretar Fale. Po tem obdobju prihodnem ste še bil, bi rekel, na področju, ste služboval še na raznih področjih, ampak midva bi prišla bolj v ta, bi rekel, železarniški del, pa bi vas vprašal, bi rekel, vi ste se prijavili za delovno mesto v Železarni Ravne na področju kadrov in takrat, ko ste bil sprejet, bi opisali, kje je v bistvu bila ta uprava Železarne Ravne, kje ste na nek način dobil svoj prostor, ko ste bil izbran in to, bi rekel, da še ta del malo obudima. Ja, no to bi že moral povedati, jaz sem se potem še vpisal v gimnazijo za odrasle, potem sem šel na študij političnih ved, ne, in po vrnitvi sem bil ravnatelj Delavske univerze, skoraj 4 leta. No in potem leta 1971 sem bil pa sprejet na delovno mesto vode kadrovske službe v železarni in to upravljal vse do upokojitve 91. leta. No in moram reči, da začetek je bil seveda v tej vzhodni vstopni točki v železarno, to je bila barakarska izvedba upravne zgradbe. Sprejem delavcev je bil, če to rečem korektno, vedno pred člani odbora za kadre, ne. In ta sistem je bil tak prav zanimiv, ne. To je izgledal kot neka nabor vojaški, ne. Vsi so prihajali pred komisijo, ne, in smo za vsakem pogovor imeli. No in včasih se je tudi odkrilo kaj takega zanimivega, ne. Taka anekdota, pride eden ves, ime ni važno, ne, ves Potovčen, ja kaj pa je, kaj se vam je pa zgodilo? Imam en star moped, je rekel, pa sem prvo zavoro malo preveč stisnil, pa sem me vrgl čez. V bistvu se je pa Priličniku stepil. In to je en član odbora videl.
A je takrat v tisti barakarski izvedbi tudi vodstvo, direktor imel svoje prostore? Ja, to je bilo vse v nadstropju. Jaz sem bil v pritličju, to je bila ena velika pisarna. In ko se je sprejemalo ljudi, to se je delal zapisnik sproti. To je bila skromna kadrovska služba z 5 zaposlenimi. Ne. Ampak je nekam šlo. Jaz sem imel celo nek respekt pred tem, kako je to predhodnik moj obvladoval. Meni se je zdelo to malo takole, da bom težje obvladal njegovo metodo. Ne. Ampak potem se je malo prilagodil in je zadeva šla. Drugače je pa, seveda, zgornji del so bile pa vse službe, tudi komerciala, finance. Ja. No, morda še iz tega kadrovskega področja. Takrat v bistvu se je predvsem angažiralo za pridobitev kadrov, nikakor, bi rekel, odpuščanj pa tako rekoč skoraj da ni bilo. Pomanjkanje delavcev je bilo vedno. Vedno. Ampak v tistem prvem obdobju je bilo pa takole. Nabor je bil predvsem iz kmečkega prebivalstva, tudi tu iz okolice, ne. Tudi na račun mogoče kmetovanja, ker se to po svoje poznalo, ampak ljudje so tu ostali. To so bili prvi delavci, ki so se tudi izobraževali in obstojala je tam, mislim, da že leta pred ustanovitvijo metalurške industrijske šole, ki ga je potem ustanovilo Ministrstvo za težko industrijo Jugoslavije. To je zanimivo. Je bila šola za usposabljanje, torej funkcionalno bi temu danes rekli, ne? Da so vsi ti ljudje dobivali neka funkcionalna znanja, ker jih niso imeli in tudi šol niti ni bilo. Ne? Da je to bil začetek, potem leta 1946 je pa že nastala metalurška industrijska šola, hkrati pa tudi čisto formalno ta internat na Vrelcu. Vi ste na nek način tudi bil v nekem ožjem odnosu z obema, bi rekel, tema direktorja, ki imate iz zgodovine, tako Gregorju Klančniku kot Gorazdu Faletu. In pa bi morda opisal, če imate kakšen spomin, kaj tipičnega za Gregorja Klančnika, pa potem. Direktor Klančnik je imel neverjetno energijo. Ne. On je pa tudi, njega je zanimalo vse, ne, čeprav ni vsega maral. Politiki smo, dobro, jaz se nisem štel med take politike, ampak vendar sem opravljal tudi neko funkcijo. Je bil korekten, ampak ni posebej cenil te panoge, če bi tako rekel. No. In smo ga vsi imeli radi, ker pa tudi besedo je držal. On je pač, recimo, jaz kot mladinski funkcionar sem bil pri njemu dobrodošel vedno, tudi s kako prošnjo, ne, ker smo takrat celo, bi rekel, delne neke elemente za daljnovod na Uršlji, ne, za oddajnik nosili, ne, in to je bilo za njega izjemno, izjemno je to cenil in nas je potem celo na dvodnevni izlet poslal v Zenico, da smo si ogledali te stvari. Fale je bil tak bolj poduhovljen, ne, v tem smislu, da ga je zanimal šport tudi, seveda, ampak predvsem pa področje kulture. Tako da je bil celo predsednik kulturnega društva Prežihov Voranc. Tako da ti funkcionarji ali pa direktorji so bili vključeni tudi v operativni del. Ne? Tako da bi rekel, da so ravne živele. Torej, železarna, tako kot se je reklo, ne, to je mati fabrika, ne, da je živela s krajem in ga je tudi ustvarjala. Ne, sej, recimo, prvi tak
podatek je bil, ne, standard je bil nizek takrat, ne, tudi ni bilo, recimo ljudje so nosili domov delovne obleke, da so doma žene prale to, ne. Ni bilo tega, malc ni bilo. Ne. Prve menze, če tako rečemo, so bile, mislim, da aktivirane tam po letu 50 šele, ne. Prej kar si kupil v bifeju ali pa sabo prinesel, ne. In zanimivo je bilo to, da so pač žene, vsaj za te delavce iz valjarne, ki so bili najbližje v ograji, ne, so prinašali malco. Fižolovo, solato, pa ne boš tudi kak mošt. Gregor Klančnik, no, to, kar ste omenil, je na nek način dal izredno močan pečat tudi poleg razvoja železarne, tudi v kraju, na področju športa. Izgradnja DTK-ja, on je bil tudi, koliko je poznano, veliko ljubitelj tekaške, veliko teka na smučeh, pa te stvari. In seveda je tu kar nekaj. Hvala lepa, kot pravite, je bil pa daje bolj pečat na kulturnem področju. Točno, ja. In to je bila taka prijetna kombinacija in velika korist za kraj. Ne? Ker takrat se je tudi ta forma viva pojavila, tudi mislim, da je imel pomembno besedo pri vseh teh stvarih v občini. Ne? Tako da je, ker je bil tudi predsednik občine eno obdobje, ne? Je tudi tam vdahnil nek ta duh. Ne? Jaz sem imel to srečo, da sva veliko se komunicirala, nekako rad nekako prihajal k meni in tako korekten je bil. Ne? Potem, ko je postal direktor, direktor Klančnik je šel v Ljubljano na Slovenske železarne, takrat je to bila skromna zadeva, ne, tako se včasih pošalili tajnica, pa fikus, ne, pa Klančnik. Ne. Ampak on je z Ravnami držal stik stan, ne, in on je se vračal v Ravne vsak teden in ko je bil službeni avto, recimo v Ljubljani, je on vedno bil sopotnik potem, ne. Železarna je po drugi svetovne vojne dalje bila skozi v neki rasti, skozi v bistvu. In vi kot, bi rekel, vodja kadrovske službe, takrat vi ste dejansko, ste rekel, prvi krog tistih kadrov je bilo tudi to domače okolje, ampak potem kasneje bo bilo potrebno iskati še širše te kadre. Kje ste pol, bi rekel, na kak način ste jih pridobivali, če bi tako rekel? Ja, zdaj, glavni, torej, tako je, dokler je bila metalurška industrijska šola, so sem prihajali učenci, smo prihajali pravzaprav, ne, iz cele Slovenije. Celo iz Pirana, primer, recimo. In ti so tu ostali, večina je tu ostala. Jaz bi lahko rekel, da kar dobrih 80% in so tu se zaposlili in tudi ustvarili družino in bili potem pomembni prebivalci teh Ravn. Ne. Tako da je skozi, seveda, če samo za primer povem, ne, livarstvo je bilo takrat vrh tehnološki v Ravnah, ne, priznan tudi. In kadri, ki so prihajali takrat z izkušnjami, z Jesenic ali koderkoli, ne, ker tu je vendarle bila tovarna plemenitih jekel. Točim na Jesenicah, Zenici in tam kjerkoli pač, so bile pa predvsem masovna jekla ali pa surova jekla, kakorkoli. Tu pa predvsem že plemenita, orodna in tako naprej. Ne. Z širitvijo železarne, z tem investicijskim ciklom, pa z novimi zaposlitvami, seveda se je tudi v kraju pojavila potreba po dograditvi
stanovanjske, na področju stanovanj, pa tudi ostalega družbenega dogajanja, je bilo treba prilagajati novo nastalim razmeram. Tako. Ja, to je pa posebno poglavje. Ravne so bile nerazvite, sigurno. Ne. Na tem področju stanovanjskih, bivanjskih prostorov, pač možnosti pa sploh. Ne vem, ne bi omenjal, ampak ta največji, bi rekel, tak stanovanjski kompleks je bil tam pod gradom. Ne. Ampak to je bila gradnja iz leta 1930, 1929, ne vem, kdaj se je to začelo. Torej daleč od nekega komforta. Potem je bilo barakarsko naselje pod gradom, ne. Potem ubožna hiša, ne, če je smemo omeniti, ne. Pa še druga imena so tam nekje bila, Finferhaus in ne vem kaj še vse. To je bilo tudi vse v prvi fazi. Ne. No, potem se je pa začelo veliko graditi. Na Čečovju so nastali prvi bloki, ne, mislim, da jih je bilo 6. Zatem je bil zgrajen trgovski dom pred njimi, ne. Ostalo je bilo pa polje, ne. To je še bila vedno vrtovi so bili, ne. No in potem se je to širilo in mislim, da Čečovje je potem naraslo tam na nekakih 3600 prebivalcev, ne, z seveda ustreznim številom stanovanj, ki so bila pa izključno grajena železarno. Tudi ostali v kraju niso imeli, oziroma občini niso imeli svojih stanovanj. Tako da smo mi tudi stanovanja dali na razpolago zdravnikom, učiteljem, celo lekarni, ne. Nihče ni gradil stanovanj takrat v tistem obdobju, ne. No, potem, če omenim še kavarno, oziroma dom železarjev, ne, mi smo pač rekli kavarna, to je bilo pa središče vsega dogajanja, družabnega in tudi zabave. Čudovita stvar. Ja. Ampak zdi se mi, da so včasih malo prehitro nekatere stvari, nekatere zgubile funkcijo, ne, v tem smislu. Ne vem, ne bi poznal vzroka, ampak tako pač je. No, in vseh stanovanj je bilo zgrajenih do, recimo, leta 1991, kasneje pa ne, mislim, da je bilo nekaj malega, če je bilo, preko 3000. Ne. Ampak tu je bila izključno investitor železarna Ravne. Izključno. Vse je bilo, ja, moram še to povedati, da železarna je, to je nekakšna zakonska obveznost, je bila oblikovanje skupne porabe. Ne? In ta je bila zakonom predpisana v višini 7% od ustvarjenega dohodka, ne? Ravne so izdvajali skozi 10%. In ta denar je bil namenjen za stanovanjsko izgradnjo, za gradnjo šol, od Koroških jeklarjev pa še kaj, ne. DTK, da ne omenjamo, ne, pa vsi športni objekti, ne. To se je na nek način tudi prostovoljsko se je ogromno tudi delalo, ne. In tako so te ravne postajale lepe, bogate. Ljudje so radi živeli v Ravnah. Mislim, da je bilo zelo malo fluktuacije. Če se tek spomnim iz te moje obdobja, recimo dela v kadrovski službi, mi smo imeli bolj problem z ljudmi, ki smo jih od drugod dobili, ne, velika taka kadrovska baza je bila okolica Banja Luke, recimo, ne. In potem so se oni sami kadrovali, ne, preko sorodstvenih vezi in znanstev, ampak ti ljudje niso bili tako zanesljivi in lojalni, sploh pa kulturne razlike so bile velike in te se ne dajo premostiti z zaposlitvijo, ne. Potem šele tisti, ki so si ustvarjali družine tu, ne, ali pripeljali s sabo, so se ustalili. Drugi so pa v glavnem fluktuirali med Gradbisom, železarno, stavbenikom in potem drugam tudi, ne.
Nekje leta 1976 je bil sprejet zakon o združenem delu in takrat so bile tudi postavljene zahteve po reorganizaciji železarne Ravne in v tistem obdobju se je zgodila tudi sprememba. Umaknjen je bil z mesta predsednik direktorja železarne Fale in rekel, so inicijativo vodenja železarne prevzame novo nastali poslovodni odbor, ki ga je pa vodil Gvido Kacl. Tako. Pa bi morda zdaj... No, samo toliko okoli teh očitkov Faletu, ne, ki pa je bil, je sprejel kritiko in je tudi potem rekel, zakaj bi vztrajal na tem. In je tudi začel spremembe. No, moram povedati, da sta bili to dve skupini tozdov, ne, in sicer metalurški del pa mehanski del, ne, sklop, mislim, da se je to imenovalo sklop metalurških in sklop mehanskih obratov, in potem tretji, tako imenovane tehnične službe in upravni del železarne. To seveda za politiko ni bilo zadosti, ne, in Fale je to razumel in se je začela potem tudi širitev oziroma ustanavljanje temeljnih organizacij, tako imenovane ekonomske enote, ki so že imele nek svoj obračun poslovne uspešnosti, pa je že obstajal. Tako da ni bilo tu nič, Fale pač ni bil naklonjen, da imeli 50 tozdov, ne, to vsekakor ne. Imeli smo jih pa potem kar, meni se zdi, 27 ali 25. Ja, tako po spominu je bilo 16 proizvodnih tozdov. Ja, ne veš, tako, pa delovne skupnosti. Pa nekaj delovnih skupnosti, pa nekih spremljajočih tozdov. To so bili pa tisti ETS, SGV, pa no, tisti so bili predtem združeni v tako enem tehničnem delu teh tozdov, tega tozda, ne. Potem je pa iz tega nastalo več tozdov, jasno, tudi energetika in tile. Ampak stvar je bila v tem, da smo potem se začeli tudi širiti navzven, ne. Takrat se je recimo ustanovil tost Ljubno, kovinarstvo Ljubno, ne, ki je dosegel, če ga z današnjega zornega kota pogledamo, je to fantastičen razvoj bil, ne. Sicer zasebna firma, ampak nepomembno. Ta direktor se je vedno vedel, kot da je zasebnik, ne, skrbno in to. Danes je pa na področju Savinjske doline celo glavni sponzor tudi športnih prireditev, ne, če samo spomnim na skakalno zadevo. No in potem je tu rezalno orodje, nekoč je bila pilarna, potem je iz teh akcij bratstva in enotnosti stik nastal z Varvarinom, smo potem to tehnologijo pil prenesli v Varvarin, ne, ki je pač nekaj let je to šlo, ne. Potem je tu Muta, ne, to je bila livarna, potem se je pa ustanovil del proizvodne armature, ne, to se temu tako reče. Potem Monter, Dravograd. Tako. Ja, bilo je govora tudi, da bi inštalater se pripojil, ampak ni bil tak program njihov, da bi bil kompatibilen, bi bil, ne, ampak ni bil interes, da se še to pripoji. Pa morda je bilo celo dobro, ne, ker v senci železarne se včasih bolje dalo živeti, kot pa na čistini, kot se temu reče. Ampak tisti čas je bil po svoje, bi rekel, izredno dinamičen. Sočasno ob vsej tej rasti, takrat je železarna tudi naredila en precejšen investicijski preskok. In tisti zgornji plato, nekoč je bila železarna v tistem spodnjem delu, pod noži, če se tako izrazim. Potem se je pa, bi rekel, ta del pristal investicijskega na opremo, pa ne vem kaj se. In
predvsem bi pa vprašal glede vojaške industrije, ki se je tudi zelo pomembno odvijala pa razvijala. Takrat se je naredil en velik investicijski ciklus, ne, ki pa je potem zaradi razmer, ki so nastajale v Jugoslaviji, ne, potem ni bil več tako dominanten, ne, ampak bilo je zgrajenih kar nekaj stvari in veliko zaposlitve je bilo takrat. Ne. Takrat smo skupaj z Tozdi, torej na lokaciji Ravne je bilo takrat že zaposlenih okrog 6000 delavcev, ne. 1000 pa nekaj je bilo pa ostalih v Tozdih dislociranih, ne. In to je bil Kolos, ne. Mene je vedno direktor Fale, pa tudi, če ni bil, me je vedno vprašal, koliko nas je. Ne. Pa sem povedal, nekako vedno imel to številko pri sebi, rekel preveč. Ne, vedno, to je bil njegov preveč. Dobro, to ni bilo odvisno od kadrovske službe, pa ne od njega, ampak razvoj je šel v to smer. No in mi smo imeli seveda štipendistov veliko, mi smo imeli na fakultetah, takrat je prevladovala še Univerza v Ljubljani, Maribor se je šele razvijal, ne, imeli okrog 180 štipendistov na fakultetah in pa prek 300 na poklicni ravni, ne. Tako da smo bili ena od večjih uporabnikov izobraževanja, če bi temu tako rekel. In seveda šola je bila od nas odvisna in celo uporabljali so naš plačilni sistem, ne. Tako da smo bili na več načinov speti skupaj. No, še en tak primer bi lahko povedal, ko se je zadeva tudi gimnazija gor, ne. Da smo potem pač, ker težko je bilo dati denar, ne, ampak se je speljalo pa preko naročil. Smo opremljali kuhinjo in jedilnico in še kaj. Ne. To je šlo preko mene, seveda. Takrat sem že bil potem vodja delovne skupnosti za kadre in splošne zadeve z več kot 200 zaposlenimi, ne, in me je tudi to doletelo. Ravno tu bi želel še izpostaviti, v tistem dinamičnem obdobju v tem dinamičnem obdobju smo na nek način imeli tudi kar nekaj teh, v železarni Ravne, nekaj teh inovativnih zadev, ki smo jih močno izpostavljali, to je krožki kvalitete, pa inovacijski predlogi, pa nagrajevanje po delu, kjer smo tudi imeli nekaj. Pa tu je bilo v bistvu tudi več ali manj, bi rekel, strokovne službe, ki so pod vas spadale. Ja, to je bila služba za študij dela in nagrajevanje po delu, ne. Tako se je to imenovalo. Tudi, ko se je delal sistem, se je oblikovala ekipa iz večjih strokovnih delavcev cele železarne. To je bilo pa vedno v prvi vrsti, ko je bil pa član posodnega odbora Žagar, je pa to seveda šlo v širino. In takrat smo imeli nek sistem, samo je bil vedno pod neko presijo razmerij. Ne nižja plača, pa ne višja, razmerje 1:3, recimo. In to je na nek način tudi malo zadrževalo stvari, ampak mir je pa bil v fabriki. Mi smo imeli izjemno visoko povprečno plačo. Ne. Če se spomnite, smo imeli tako imenovane grupe, kamor so bili delavci razporejeni. In seveda pri vsaki grupi je tudi rasla plača, s tem povprečje, dočim plače strokovnih delavcev, če niso bili na vodilnih položajih, so bile pa, ne bi rekel, nizke, ampak neprimerno skromne, ne, za delo, ki so ga upravljali. Ker tu noč so spadali potem tudi taki raziskovalci, ki so bili, kaj se ima, doktor Grišovnika, pa še koga, ne. Tako. No,
In potem je iz tega nastala malo ambiciozno sicer na predstavitev takega sistema v režiji sindikata, tudi republiškega, ne, neko zvezno posvetovanje o nagrajevalnem sistemu, ki je trajal 2 dni v kavarni, in takrat smo tudi stopili preko izza ograje tudi v ta, bi rekel, jugoslovanski prostor, a ne? In mislim, da so marsikje to sprejeli, ne, v take oblike kot v Sloveniji, gotovo ne. Izpostavil bi še to združbeni standard namenoma, ker to združbeni standard je kar nekaj stvari vodil, bi rekel, na tem družbenem področju, pa tudi te pomembne investicije Iverčko. Tako. In pa kako je iz vašega zornega kota, kako bi to ocenjeval? Kakšna je vaša ocena oziroma kaj mislite o teh, bi rekel, naložbah Portorož, Iverčko, tudi Rimski Vrele se je obnavljal in smučišče v Šven, skratka, kar precej tega je bilo, to sem zdaj pač nekaj stvari, še več jih je bilo, ampak te sem pač nekaj izpostavil. Ja, to je res, to je pravzaprav, če se poglobiš v to stvar, ne, ker moraš tudi malo čas je že prekril marsikaj, ne, ampak ko se spomniš, kaj vse smo počeli in to prostovoljsko, da smo recimo na Iverčkem jezeru gradili tako mini golf, ne, vsak tos za sebe. To je bil dogodek, to ni bilo nič naporno, ne. In vse to smo vzeli za svoje, a ne. Zato smo uživali. Na Rimski Vrelec se je potovalo vsak vikend, prireditve so bile gor, ne, da ne govorimo o prvomajskem srečanju. No, potem se je to širilo še na področje smučanja, ampak to je pač druga zgodba, ne. Ker so se začele topliti podnebje, ne, je postalo to smučišče malo prenizko, ne, ampak ne glede na to, je funkcioniralo, ne. Potem recimo na Rimskem Vrelcu, a ne, je bilo vedno dovolj načrtov, ne. Potem, ko je recimo prenehal biti internat in ko je tale ladjedelnica Uljanik, ne, se obvezala, da bo tu letovala, takrat so bili še tiste karte s popustom na železnici, ne. In mislim, da so 14 let hodili letovat sem in so tudi adaptirali sobe, ne. Takrat je to bilo živo, ne, tudi voda je imela svoj pomen. No, potem, ko tega ni bilo, je pa družbeni standard obnovil nekatere stvari in iz tega nastal turističen objekt, ne, predvsem tudi za goste iz Češke, predvsem, ne, pa. Tako da je zadeva, to je pač takratni direktor, ne, ali ravnatelj se je imenoval, ne, Šater, je to znal izpeljati, ne. Ampak do obdobja, ko se je začela razkrajati železarna, ne, takrat se je pa pozabilo na te objekte, oziroma ne pozabilo. Hotelo se jih je znebiti čim prej, pa ne vem zakaj, da še to ne razumem. Tako da je to pa posledica. To, kar je danes, je posledica takratnih. To, kar ste zdaj omenil, v bistvu na nek način potrjuje, da pač železarna je bila zelo široko zastavljena. Ja. In posegala je na področje turizma, jeklarstva, predelave, skratka, vse to je obvladovala železarna. In seveda ta prihod bi pa, ko ste ga pa omenil, bi pa posebej izpostavil takrat, 1989. leta je bil sprejet zakon o podjetjih in v železarni je takrat potekal referendum, Ja. ki je pomenil na nek način, da smo se odrekli Tozdov. Ja.
Vi ste takrat zapisal nek članek v Fužinarju, pa se kaj spomnite, kako ste komentirali ta prihod? Ja, takrat je bilo tako, ne. No, zdaj samoupravljanje ni več, ne. Zdaj imamo podjetje, zdaj bomo pa delali. Ampak to je bil v bistvu začetek razkroja nekaterih dejavnosti, ne. Jaz sem takrat nekako, mislim, da je, ne vem več, kdo je pisal o tem, no tudi takratni novi direktor, ki je prišel na mesto Žunca, ne, je napisal Fužinar vse naše, ne neumnosti, ampak v tem smislu pač, ne. In je kot problematično navrgel vso samoupravo, ne, ki je v bistvu bila temelj za vse, kar se je dogajalo v fabriki in vse, kar je nastalo, ampak z nekim razumnim pristopom. To ni bila neka fikcija, neka neumnost samo zato, da se ljudje sestajajo. To se dejansko, recimo, če se spomnim področja kadrov, tisti, ki se jim je zdelo, da se jim kršila kakšna od pravic, so se lahko pritožili. Torej, prvi organ, ki je o tem odločil, je bil odbor za kadre, tudi pri sprejemu, ampak pritožbeni organ je bil pa delavski svet. In nobena stvar ni šla nikoli v koš. Vse je bilo prezentno in mi v kadrovski smo potem morali utemeljevati odločitev, ne. Ugovor je pa tak tisti, ki je bil prizadet. Tako da bi rekel, nič ni bilo balasta, nič nepotrebnega in ljudje mislim, da so bili zadovoljni. Odgovor so dobili. Tako, po tem sprejetju zakona oziroma, če bom tako drugače rekel, ob razpada bivše skupne države, potem smo mi na nek način padli v neko zgodbo, ki se je reklo neko sanacijo slovenskih železarn. Tako. In kako ste vi tiste obdobje doživljali? No, jaz sem že bil takrat bolj na izteku, ne, ker leta 91. julija sem šel v pokoj, dokupili so mi nekaj let. Takrat mislim, da je ministrstvo za delo, ki je bilo seveda v času Demosa vodeno tudi najbrž s to idejo, ne. Takrat nas je šlo v pokoj 356 v enem kosu, kot se temu reče, ne. In to skoraj vsi vodje Tozdov. Kup strokovnih delavcev. Eni so pa to izkoristili, so rekli, sej to gre nekam navzdol, pa ko so mu izračunali pogoje oziroma penzijo, kakršno bo imel, se pa odločil za upokojitev, ker so bili pogoji lažji. In se je izpraznilo ogromno delovnih mest, tudi veliko izkušenj je šlo z ljudmi, ne. In najbrž se je to poznalo. No, sedaj imamo vstop lastnikov, rečemo ruskih lastnikov, pa verjetno to spremljate zdaj, kako ocenjujete, ste zadovoljni s tem stanjem? Ja, če se spomnim prve reakcije teh znanih železarjev, ne bom jih našteval, so bile negativne. Če bomo pa zdaj to naredili, potem je pa železarne ni več, ne. Skoraj vsi vodilni so o tem govorili. No, kolikor sem jaz potem, ker me ni bilo več tu, spremljal, me je pa zelo zanimalo in to sem jaz rad počel, pa sem videl, da vsaj v tisti prvi fazi, ko je ta lastnik videl prednost v tem, da je vstopil na evropski trg in svetovni trg, ker kolikor se spomnim, ta ruski lastnik je predvsem proizvajalec železa, ne finih jeklj sploh ne. In on je našel to možnost, ker smo bili že v Evropski uniji, je on zelo galantno vstopil na trg brez omejitev, preko železarne. No,
In kolikor vem, se je potem tudi pisalo, da je vložil tudi veliko v posodobitev, v tehnologijo, ne? Ampak zdaj so menda to pa že potomci, direktorji. Ne? Ja. Tu pa čujem, da se gre bolj za dobiček, tudi, ja, jasno se pa. V prihodnjem letu bomo beležili neko pomembno obletnico 400 let železarstva. V tem prostoru zdaj ne moramo reči več 400 let železarne ravne, ker je ni več, ampak železarstvo še vedno poteka. Pa kako bi vi napovedali, bo kakšna prihodnost to železarstvo še pričakuje? Ste optimist? No, če gledam zgodovino, ne, in tudi lokacijo, ki ni prednostna, ne, ta lokacija tu je bila nekajkrat na tapeti, ne, preblizu meje, to prvo, to še v času Jugoslavije. Potem dolge transportne poti, ne. Ogromno materiala je bilo treba pripeljati. Delalo se je 300,000 ton jekla, kar je danes meni se zdi manj kot 100. Ne. Da je to nekako so hoteli ukiniti to železarno, ne, ampak samo skozi plemenita jekla, skozi program, ki smo ga delali samo tu v Ravnah, nikjer drugje v Jugoslaviji, pa tudi v Evropi ne povsod, je obdržalo to železarno. Drugače je bila pa na indeksu kar nekajkrat, ne. Tudi iz varnostnih razlogov. Ne. Tako je pač to bilo v Jugoslaviji, čim več v Bosni, ker je to središče Jugoslavije, ne bolj na varnem, pa ni res. Ne. Pa zaključimo ta najin pogovor z nekim optimizmom, pa rečemo, da naj se to železarstvo dogaja najmanjše 400 let v takem, bi rekel, pozitivnem razvoju, kot je bilo minulo obdobje. Tako. Je preživelo, to železarstvo se je tudi razvijalo, če se ne bi razvijalo, bi dejansko ga bilo že konec, ne? Ali pa vsaj stagniralo bi. Tako pa je vedno imela železarna ravno eno prednost z rodnimi jekli in z vsem drugim. Ne? In tudi proizvode, ki jih je delala, od rezilnih orodij in še kaj drugega, je perspektiva in mislim, da bo to ostalo. Bo pa lastnik pač drug. Tako, znanje bo ostalo, razvoj bo ostal. Tako. In spoštovani Milan Zafošnik, hvala za pogovor o oddaji Detektor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.